literarnega gosta, gospoda Dragana Mitića. Dragan Mitić, ja, kar prosil, če se mi pridruži tukaj na velikem odru, ampak pred vami. Kratka predstavitev. Dragan Mitić je po poklicu teorijski jedrski fizik, a se je po spletu okoliščin in invalidski upokojitvi vrnil k stari ljubezni, kreativnemu pisanju. Za literarna dela, ki jih je začel objavljati leta 2020, je dobil mnogo uglednih nagrad, diplom in pohval, tako za prozo kot za poezijo. Za slednje meni, da je osnova vsakega dobro napisanega literarnega teksta. Je avtor samostojne zbirke Moje pesme in zbirke kratkih zgodb Moje priče. Oboje izdano s podporo beograjske založbe Nova poetika, kot nagrade z natečajev Zlatni hrast 2021 in 2022. Ker ustvarja v različnih jezikih, so njegova dela prejela nagrade že v več državah regije. Številna literarna dela, ki so nastala od leta 2020 do 2024, so bila izbrana v glavnem na mednarodnih razpisih in objavljena v več kot 300 knjigah in priznanih knjižnih časopisih v regiji, v antologijah, zbirkah in zbornikih, prevodi v slovenski, srbski, makedonski, bolgarski, ruski in angleški jezik. Dragano vodilo, ki se mi zdi primerno kar za življenjsko, ne le za literarno, bom kar citiral. Z vsem svojim bitjem se nenehno trudim, da pišem odgovorno in samo tedaj, ko menim, da imam kaj zapovedati na način, da pri bralcih poskušam izvajati občutek lepega. Torej se svoja čustva v videnem, prebranem, doživetem trudim izraziti z besedami na papir tako, da jih drugi doživijo kot vsaj verjetna, raje pa kot stvarna in živa. Dragan, kar so se zdaj otehnila pogovarjati, se nekaj dobo občutek, da na tak način pristopate tudi v življenju, ne le k besednem ustvarjanju. Ja, dokler je v mojih rokah. Žal sem tudi veliko travmo, kot ste omenil, je žal ena nesreča potrebovala temu, da sem pač na poklicnem področju prehitro zaključil kariero. Vrnilo me pa torej stare ljubezni, o kreativnem pisanju. In na koncu, ne vem, to je velik izziv, ampak na koncu bom tudi verjetno kar hvaležen, da se je to zgodilo, ker toliko časa za pisanje ob taki resni službi, ki sem imel, ker sem vseeno bil pomočni direktor regulatornega organa, ne bi imel. Tako da zdaj pišem in to, kar napišem, tako rado povem. Tistim, ki to radi sliši. Ja, vsekakor, rekel, ker po eni strani lahko žal po vašemu prvotnemu fohu, da je vas zgubil, je pa literarno področje pridobilo s tem, da vse je za nekaj dobro. Jaz svoje strani trudim, rekel sem, imam tu kar nekaj svojih tudi zadržkov, verjetno neke take samocenzure. Vam bom to poskušal tudi s pesmijo povedati. V relativno kratkem obdobju aktivnega literarnega ustvarjanja ste prejeli že res precej nagrad, priznanj, diplom, da se da, ne vem, mogoče kaj posebno izbrati, kaj je bilo bolj pomembno, pa kaj je vam ljubše? Resnično to ne štejem, mislim, ne smem to reči, nabralo se jih je, ustvarjam in javno objavljam še od leta 2020. Marsikdo to pol tako prešteva in reče, joj, to je pa to, ampak sem vesel, da so to prepoznali, to iskrenost, ker dejansko pišem iskreno, vračam se samo ljudem, ni tu neke fantazije. In ne vem, kaj bi izpostavil, res sem se pa opredelil, da v tem naši regiji probam biti prisoten v različnih sredinah, in kolikor mi je všeč, da so recimo v Budimpešti dodelili nagrado, to enkrat na 2 leti dajo za najboljšo recimo zgodbo, kratko zgodbo v srbskem jeziku. Tisto leto sem za zgodbo Dragi Jančar je dolg za življenjsko delo, to je po Vidakoviću, to je začetnik recimo srbskega romana. Kako ne bi bil ponosen na to? Na Hrvaškem sem tudi dolgo za eno zgodbo po Stjepku Težaku nagrado, to je tudi Matica Hrvatska, ki stoji za tem. In tako, ta neka solidnost, ki ji težim in ki probam slediti,
Resnično morda imajo vire iz tistega prejšnjega dela, ker sem delal kot teorijski jedrski fizik in tam je vse resno. Ne. Zdaj je jezik uporabljen na drugi način, ampak vseeno po teh mojih principih. V vsakem primeru čestitke za vse, pa tudi za naprej, ne samo za nazaj. No, da ne bi, mislim, Solistično društvo Slovenske bele krajine že dvakrat nagradilo, zdaj to leto, ne bom to povedati, ali ne, da je skrivnost do ne vem katerega novembra, tudi Solistično društvo od Celja, v Mladiki sem že drugo leto zdaj nagrajen za ciklus pesmi. In tako, mislim, nagrade so mi všeč, ampak pravim, to ne gre za preštevanje, upam samo, da ljudje to prepoznajo in pesmi sem petek namenil vam. No, na to se navezuje naslednji. Predvsej ste prisotni na prireditvah, delavnicah, literarnih večerih kot interpret svojih del. Torej, tudi za današnji večer je bilo kar nekaj logističnega usklajevanja še za eno drugo prireditvijo, tako da smo res veseli, da smo uspeli. Očitno vam osebni stik z bralci ali poslušalci v tem primeru je precej pomembno. Ja, želim videti, ali to sprejmejo tako, kot sem si zamislil, pa jim prepuščam veliko svobode vmes med vrsticami, da sami dodajo, pa da to interpretacijo oplemenitijo. Ja, jim dam tak par vab, pa nekaj besede, ker naj bi njih vzbudile to. Ker to, kar napišem, je en del kreativnega procesa, potem pa se to prepuščeno bralcem. Interpretacija je veliko en del poezije. Ja, to pa se trudim, da, mislim, ne vem, nekaj mladih je tukaj in jim dajem to kot izziv, Mislim, da na ta način beseda pride bolj direktno do ljudi, neko pokažete, da verjamete v svoj tekst in če se potrudite, da je tako poveste, potem je morda pot do srca, pa do duše lažje. Ja, jaz upam, da bomo v zadnjem delu, ko bomo mi sami to recitirali, da bomo dobili kakšno pohvalo pod na koncu. Še izhajajoč iz tega, kot ste rekel, bi Dragan jaz kar povabil, da nam nekaj svojih del tudi predstavi. Mogoče še kakšno misel pred tem, karkoli. V redu. Bo, ok, še enkrat, kot ste rekel, Dragan Mitić. Hvala. Hvala za prijazno povabilo in tak lep uvod, ker se to sliši tako povedano na kupu, res izgleda veliko, ampak jaz pač po nasvetu enega zelo dobrega pisatelja res pišem vsak dan. Ne vem, je to recept, ali nuja, ali kakorkoli, ne vem, pa lepo Dragan. Če boš pisal vsak dan, potem lahko te štejemo za pisatelja. Ampak, da se nadovežem na to, kar sem prej omenil, dejansko se mi zdi zelo pomembno. Jaz se sicer ne bom dolgo vezil, ampak bom to povedal v pesmi, kot je moj tudi trenutno kredo. Tudi vsi, ko ustvarjate, morda se boste v tem procesu prepoznali, namenjeno je pa poetu. Vse, kar napišeš, ostane, čeprav le prstom na nebo, kadar ponuješ nadaljno, zvezda sjajno, neznano ali urezano v srebro, misli svoje nezlagane. Ali bodo rime zbrane, jih bo razumel le poet, je napisano prelahko, plašno, plitko, krhko, mehko, tako da smejo se v svet za verze krivo skovane. Zelo redke in izbrane ponujajo večno slavo. Če le najdeš misel fino, ki ima še moč, globino, ne postavlja na glavo, pusti jo, naj dih zastane. Čakaj, da se sonce zgane, zarja s nami vse nejasno. Misli, ki so odtavale, znova bodo završale, potihoma, morda plašno, a vrnile se bodo same. Pozabi na vse že znano, tudi če bo zabolelo, hrabro pojdi v daljavo in le bistvu daj veljavo, kar pa jasno zazvenelo, daj v rimo rižnost kano. Če ti tok besed zastane, vedi, da bo zelo težko. Potrgal boš zadnjo struno, si podstrigal zlato runo, izgubil boš vse viteško, ostale ti bodo rane. Ja,
nekaj takega, bi kot fizik morda lahko cel traktat govoril, recimo, o vremenu ali pa o časih. Kot pesnik gledam recimo tudi na te kategorije sedaj drugače in bom bi rad predstavil to tvoje videnje. Danes je večer ljubezenske poezije, najlepše med čustvi, in mu jaz zdaj posvečam kljub svojim letom čezmeraj največ časa. Za druga velika čustva upam, da bo še nekaj časa ostalo, ampak tako kot so smrt, pa to se jih izogibamo v velikem loku. Enkrat sem že bil zelo blizu, pa ne bi rad, da jih na nek način priteknem, privabim blizu. Skratka, zato bom predstavil par ljubezenskih pesmi. Ena je Vsi časi tega sveta. V nežnem hrepenjenju po tebi, prav zares se mi zdi, da so vse pomladi, vsa poletja, zlate jeseni in zime v srebrnem ivju minevale brez smisla, kot neki daljni sni. Zdi se mi, vsi časi tega sveta sta bila samo hip ali dva, ko si le prišla in mi prišepnila ja. No, ena od ljubezenskih pesmi me je pripeljala tudi v slovenski pesmomat, kar mi je tudi veliko čas, ker sem prej pozabil povedati, ker sedaj tam z gospodi, kot so Prešer, Mur in Gregorčič, to se malo prerivamo. Ampak ta pesmica je tudi kot ljubezenska, ni neka resno, mislim, ne bo prav. In reče se Ali. Ali te želim dovolj? Tebe, bolj zaželeno kot kaplja vode na usnicah brodolomca, če ne vidim jasno tvoj skrivni plati poželjenja in koprnjenja. Ali čutim dovolj prefinjeno udahce tvojih stegen, nežnih kot mesečina, a silnejših od vseh plin, ki upravljajo z mori in oceani, moške želje neutolažljive in razbijajo tankere polne vina, z udarci blodnimi, od čvrste skale brudi, vršičke naprehlih bradavic, obedra nepotešena. Ali se ti približujem dovolj nežno, na prstih rose? Ali te znam ustaviti ravno prav, v kot brez izhoda, če bi krenila v neurje? Ali ti neopazno kuštram lase in pletem iz njih vrvi hotenja, da bi te kot vlastna volja zavedno privile k meni? Ali znam tvoje nevihte ukrasti v svoje jadra, jih srd preobrniti v smeh, razsute kristale soli in bolečine zmleti v sladki prah, začiniti z njim vsak najn tren? Ali znam, ko nam želja usiha, da te prižmem blaženo, dovolj blizu meja mojega sna, vdahnem nekaj novega življenja, prišepnem ponovno da. Pa še eno ljubezensko, taka iz pogovora, šepetanja, recimo, z drevesi. Najin sinočni šepet je odneslo višave in nebo je zajokalo. Danes pa sončni sarki kvačkajo šepet tvojih vejc, drevo življenja, ki glasno šepeta modrosti, kot šepet se me dotika svojimi vejami. Prav z dotiki se hrani, dotiki navdiha, dotiki senc na neki višji ravni. Ne slišim glasu diha, le listo šelestenje, vejc šumenje, dreves šuštenje, pa vej drget. No, še najmanj šepet. A kaj hočeš več? Spet in spet. In pusto jutro.
Jaz sam in pustil jutro, tvoj odsev v dan prej je za zmeraj zarisan, precej globoko v prsih, nekje na levi strani. V prepričanju, da ga ni preveč, sem ga ponujal Slavčkom, da ga vzame v kljun in nenehno poustvarjajo njegov zven. Ponujal sem ga goram, za lažne kažipote samomorilcem brez načrtov, ga usmerjal k soncu, da ga odnese na drugo stran planeta, da z njim nekaterim razblini mrak v neko novo jutro. In na koncu vidim, da so vsi dobili več tebe kot jaz sam. Toliko, da veš. Skrivam se v tvojih laseh, toliko, da veš, tam nekje blizu ušesa. Menda tudi slišiš včasih. V sonetu, naj ga vrag podsitva, slabo se izkazal in v desetercu tam proti koncu, naj si slišijo, da nisem zmagal jaz. Samo sem rime lomil z močnim obupom, krivil stihe v brezupno obliko, kot naročeno zanjo. A ti me iščeš v zlomljenem kozarcu najnih zaspanih svitov, v črno-belem poslikanem cvetju, brez vonja. Čakuješ vtetovirane krivde na mojih rokah, a narahlo brišeš urezane solze na svojih bedrih z listom knjige mojih pesmi.